Reportaža. Po najbolj enostavni razlagi je pandolo igra osvajanja ozemlja, v kateri se pomerita po dve ekipi s po 3 igralci. Kot pravi predsednik Zveze društev igre Pandolo Slovenije Martin Stražar, je igra zmes kulturne dediščine in športa. Torej gre za igro z ošiljeno paličico in drugo palico, ki igra vlogo kija in je dolga približno pol metra. Zakaj tako orodje, pripomočki za igro? Torej z palico, ki jo držimo v roki, lahko udarimo paličico, torej pandolo, po enem od ošiljenih koncev. Pandolo odskoči v zrak in ga nato udarimo čim dlje v igrišče. V Prekmurju imamo, če ste mogoče že slišali za pecketež. To se tukaj na področju Beltinec ogromno igralo včasih med pastiri. Ko so si krajšali čas med dnevom, so igrali igro pecketež. Je pa v bistvu pripomočki so podobni, ampak naravne izdelave, se pravi ena krajša veja in ena daljša veja. Skopala se je luknja, položila se ena prečka in potem si nastavil krajšo vejico v luknjo, si udaril po eni strani, da se je dvignila in z daljšo vejo si potem naredil, koliko točk si lahko naredil. Pa pojasnjuje predsednik Mladinskega športnega društva Prekmurski pandolaši Tadej Žižek. Ja, dostikrat pride kdo in gleda tekmo, pa pravi, to smo pa mi včasih špilali, kakšni starejši gospod pride, ja, to smo pa včasih špilali, ampak malo drugače, je pa bilo zelo podobno. Dosti takih dogodkov se zgodi. Imamo pa recimo že na tem turnirju, ko ga tu gledamo, zdaj imamo raznolikost v letih od 15 pa do 75. Vabljeni so pa vsi igralci, od moških do žensk, pa od mladih do starih. Seveda ima tudi igra pandolo svoja pravila. Martin Stražar. Po naših pravilih igrata dve ekipi s po 3 igralci. Ena ekipa prevzame vlogo napada, medtem ko druga prevzame vlogo obrambe. Cilj ekipe v napadu je, da igralci izmenično prevzamejo vlogo napadalca. To pomeni, da je njihov cilj z maco, to je pol metra dolga lesena palica, z udarci po pandolu doseči čim daljšo razdaljo. V osnovi ima vsak od napadalcev na voljo 3 možnosti udarjanja po pandolu, se pravi udarjanja po ošiljenem koncu in drugega udarca, medtem ko je pandolo v zraku, da ga nato pošljejo čim dlje v igrišče. Naloga branilcev je seveda, da preprečijo čim daljše doseganje razdalje z lovljenjem oziroma ustavljanjem pandola. Torej branilec ima možnost, da pandolo ulovi v zraku in s tem izniči napadalčev napad. Tako da na kratko ekipi izvedeta vsaka po tipično 3 napadalne akcije. Doseže potem zmago ekipa, ki je dosegla daljšo razdaljo v macah. No, glavna posebnost je, kot rečeno, ocenjevanje dosežene razdalje, ko mora ekipa v napadu najaviti določeno, torej koliko misli, da znaša trenutna razdalja od pandola do začetne točke, to je do baze. Ekipa v obrambi se pri tem bodisi strinja, bodisi ne. Če ekipa v obrambi misli, da je dosežena razdalja manjša od najavljene, lahko to razdaljo izmiri s polaganjem mac, pri čemer, če se izkaže, da je bila razdalja res manjša, ekipa v napadu izgubi vse točke, v nasprotnem primeru dobi 2-kratno klicano razdaljo. Tako da, kot lahko vidite, je kar nekaj pravil, ki jih igralci osvojijo, ampak lahko rečemo, da že po prvem turnirju so vse te spretnosti dokaj jasne. Pandolo se igra tudi na posebnem igrišču. Igrišče sestavljajo varnostne mreže, da ne prileti pandoliš na drugo igrišče, potem pa imamo črte, katere lahko narišemo, lahko izdelamo, tukaj imamo iz vrvi, včasih smo iz trakov plastičnih naredili igrišče. Sestavljata ga pa prvi del, je 12,
to je 12 istih merskih dolžin in do konca celotno igrišče. Zadnja črta, ki se imenuje Furi Campo, je pa tisti maksimum, kar ga lahko narediš z udarcem. Vsi pripomočki so z naravnih materialov, razen zaščitnih sredstev, ki imamo od hokeja do bejzbola, do kako se vsaka ekipa znajde. Poškodbe se zgodijo in se ne zgodijo. Vsi uporabljamo rokavice, vsi uporabljamo, prvi, ki je v obrambi, uporablja tudi to na prsih zaščito, čelado, na golenih, zaščitimo, kolikor se le da, ampak vseeno se včasih zgodijo tudi poškodbe. Ni nič strašnega, ampak odrgnine in malo se vidi kri. Koliko spretnosti zahteva ta igra? Načeloma kar veliko, ker se vidi, da je to izvira iz otroške oziroma ulične igre. Tako da imamo spretnosti, kot so zbranost in natančnost za najprej zadevanje pandola po enem od ošiljenih koncev, na to še tista hitra reakcija oziroma koordinacija, ko moramo pandolo v tem delčku sekunde tudi zadeti v zraku. Na to pridejo tudi recimo temu atletske sposobnosti branilcev, ki pandolo lovijo po zraku in se podijo za njim po igrišču. Določene spretnosti vključujejo tudi ocenjevanje razdalje na oko, kar dela nekako našo igro unikatno proti drugim igram, kjer so točke nekako enolično določene. Ne? Pri nogometu, ko damo gol, vemo, to je točka in to je to. Ne? Pri pandolu seveda ni tako enostavno. Ne? Za razdaljo, potem ko pandolo udarimo na določeno razdaljo, je še kar dosti potrebno diplomatskih sposobnosti, da se dokončna dorečena razdalja dogovori. Del igre pandolo so tudi sodniki. V bistvu ekipi se zmenita sami, ampak če se ne morete zmeniti, vse, kje gre ven, kje pade dol, če se ne morete zmeniti, potem nastopi sodnik, ki je določi tu pa tu se je zgodilo in on je tisti zadnji, ki določi, kako je. Drugače se pa ekipe med sabo večinoma zmenijo. Torej morajo vsi člani zelo dobro poznati vsa pravila? Ja, večino članov je naredilo izpit sodniški. Se pravi, včasih smo hodili na Primorsko, sedaj imamo to bolj urejeno na spletu. Vsi poznajo večino pravil, kdor pa ne pozna, pa ne more soditi. Ne. Sodniki morajo biti z izpitom. Sodi se pa med sabo ekipe, kdor ne tekmuje, kdor takrat nima tekme, potem sodi in obratno. Tako, igra je vedno bolj poznana, če greste pogledat, boste videli, da smo od začetkov na obali, se je igra že zelo dobro, odlično prijela tu v Prekmurju, medtem ko se igra pa tudi v Ljubljani in na Štajerskem koncu. Danes imamo na primer tudi ekipo iz Pule, tako da nekako ta mediteranski del je zelo dobro je osvojil to igro pandolo. Trudimo se, da igro čim bolj približamo mladim z našimi aktivnostmi in dovolj dobro priznanje naši nekako popularnosti. Zadnje čase smo dobili tudi iz še dveh entitet, ki sta bili pa priznanje oziroma vnos v register žive kulturne dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in pa nedavno članstvo v Olimpijskem komiteju Slovenije. Kot že omenjeno, s Primorske se je igra pandolo razširila tudi v Prekmurje. O začetkih Tadej Žižek. V bistvu začelo se je z medsebojnim obiskovanjem mladine iz Primorske v Prekmurje in obratno. In potem se je začelo zanimanje za to igro. Udeležili smo se turnirja, bili povabljeni na Primorsko na turnir in 2-3 leta za tistim se je pa začelo že odvijati v Prekmurju. Najprej je bil organiziran en turnir, medtem ko na Primorskem imajo okrog 10-11 turnirjev. Potem smo tudi mi že začeli
vsako leto z več turnirji. Zdaj imamo trenutno 4 turnirje, se pravi na Bukovnici, v Bistrici, v Fokovcih in v Murski Soboti, v parku. Društvo smo ustanovili zato, da si lažje privoščimo vse te prevoze na turnirje, ki se jih želimo čim več udeležiti na Primorskem, ne? Ker gre pa za državno lestvico, na kateri tudi tekmujemo kot društvo. Članov nas je približno 16-17, je pa ogromno tudi takih, ki pridejo na turnirje, po 3 v ekipi, ampak niso člani društva, špilajo za svoje želje. Drugače pa smo tukaj iz okolice Bistrice, Beltinci, Murska Sobota, par ekip, potem imamo iz Fokovec dekliško ekipo, 3 sestre, imamo tudi iz Strehovec, pa še bi se našel. Torej, v resnici je zanimivo, da Pandolo spada v širšo družino iger. Kot je že Tadej omenil, Podsketiš je poznan tukaj na Prekmurju. Po drugi strani pa tudi, če gremo izven meja Slovenije, po Mediteranu, bomo videli, da v vsaki od dežel na poti boste našli nekaj, kar je zelo podobno Pandolu. Torej, govorim o igrah z ošiljenim kosom lesa in drugo palico v vlogi kija. Tako da, če gremo od Italije, poznamo igre, kot so Ščanko, na severu Italije Lipa, Čaramela. Na to tudi v Franciji poznajo igre, v Španiji, Kataloniji, Belit. Na to do Galicije, torej do Atlantika, se igra biljarda in vse igre so bi rekli verzije Pandola, ki se razlikujejo morda v določenih podrobnostih opreme in določenih podrobnostih pri pravilih. Po drugi strani, če gremo na vzhod, pridemo do Romunije, recimo, kjer igrajo z nekoliko daljšimi palicami, nekoliko večje igralcev. In tukaj je vidno, da se je igra v bistvu neodvisno razvijala na več koncih sveta hkrati in je nekako vsaka ta zaprta dežela, mogoče omejena z geografskimi preprekami, neodvisno spoznala to igro z igranjem na ulici. Mednarodna tekmovanja že potekajo, še posebej zadnja leta, ko nekoliko lažje komuniciramo z napredkom tehnologije, seveda. Tako da ravno na začetku meseca smo imeli prvi tak mednarodni turnir v Sloveniji, kjer je tekmovalo 5 držav, torej Slovenija, Hrvaška, Španija, Romunija in Italija. Poznamo tekmovanja v Italiji, v Veroni je na sredini septembra, v Španiji po zimi, kjer se društva redno dobivamo. Zaenkrat je pa tako, da igramo tisto igro, ki je lokalna, torej igra se po lokalnih pravilih, mednarodno tekmovanje. Zagotovo pa v prihodnosti lahko pričakujemo vedno več mednarodnih tekmovanj, morda celo kdaj kakšno skupno pobudo po enotenju pravil, vendar sem prepričan, da bo vsekakor zanimivo ohraniti to raznolikost med igrami, ki je zelo pomembna zgodovinska in kulturna dediščina na vsezadnje. Napoveduje predsednik Zveze društev igre Pandolo Slovenije Martin Stražar. Predsednik Mladinskega športnega društva Prekmurski pandolaši Tadej Žižek pa dodaja, da bodo člani njihovega društva še naprej na različne načine promovirali to igro. V bistvu želimo še naprej nadaljevati vsako leto z 4 turnirji, mogoče kdaj kakšen več, kakšen manj, ampak da so kvalitetni turnirji, da so dobro obiskani turnirji. Na to pa še imamo veliko predstavitev igre, se pravi, obiskujemo osnovne šole, kakšne prireditve. Vsako leto imamo 6-7 takšnih prireditev, katere obiščemo, smo povabljeni tja, da predstavimo svojo igro, potem pridemo, postavimo igrišče in pokažemo igro in potem še lahko obiskovalci tiste prireditve probajo tudi in se preizkusijo. Verjetno jim je zanimiva, nekaj novega? Seveda je zanimivo. To ni nogomet, ni košarka, nekaj razširjenega, ampak je nekaj
kar še niso videli. Ne. Reportaža